Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno. To je live, ki ga imamo vsak dan ob 9. zjutraj na Patreonu. In če se mi želite pridružiti v živo in to spremljate kasneje preko YouTuba, so povezave spodaj v opisu in pri petem komentarju. In seveda, če spremljate to kasneje preko YouTuba, se kar dejte naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega livea zamudili. In poleg tega se priporočam tudi za kakšen všeček, da seveda, če vam je to všeč in da tudi požene malo algoritem. No, danes je torek, 21. april in trenutno, vsaj trenutno pravim, ni nič kaj novega od tistega, kar smo gledali včeraj. No, seveda, razen tega, da smo mi dobili odboj od tele spodnje meje tega kanala. Mi smo tale kanal začrtali včeraj in včeraj smo se dotaknili te njegove meje in seveda nas je poneslo naprej gor. Zdaj, trg je kar malce dolgočasen, mi smo zadeli ta prvo mejo, ki smo jo začrtali včeraj, kar se Bitcoina tiče, tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu, 76.368, torej tole smo mi zdaj pobrali, tako da bom jaz to zbrisal, moram jaz tole brisati sproti, da se ne nabere. Zdaj, kaj mene v bistvu kar precej moti? Mene precej moti tole. Tukaj imamo kar precej stav na rast. Tako na 15-minutnem časovnem intervalu, kar se Bitcoina tiče, kot tudi na enournem časovnem intervalu. Lahko vidimo tukaj, ob vsej tej rasti, ki smo jo mi zdaj dobili, smo mi praktično tukaj v prekupljenem območju. Ethereum je malce bolj nevtralen, sicer je imel tukaj točno na tem dnu, ampak ja, zdaj, ali je to razlog za skrb? Odvisno zdaj, kdo je stavil tukaj na rast, ker funding rate, lahko vidimo tukaj, je izredno negativen. RSI je tudi trenutno kar ok, lepo kaže v zadnjem času tukaj, kar se tiče 15-minutnega časovnega intervala, je kar nevtralen. Tako da zaenkrat bi lahko rekli, da bi mi lahko nadaljevali tole rast. Razen seveda, če mi gremo pobirati stop losse vseh teh tukaj, ki so stavili na rast. To je pa območje na tam nekje 73.800. Tako da bom jaz tole še označil, se bo videlo. Tako da tole območje bi bilo zdaj zelo kritičnega pomena, ker če mi gremo slučajno tole pobirati, potem izgubimo tudi tale kanal in po mojem tudi možnost za nadaljevanje rasti. Zdaj, kje so stavili napadec? Tukaj, točno na tem vrhu. Podobno kot pri Ethereumu, kot smo gledali včeraj, točno na tem vrhu so ljudje stavili napadec, sicer nismo prišli prav v preprodano območje, ampak zagotovo se nahajajo stop lossi tudi tukaj zgoraj na okoli 78.400. Poleg tega pa imamo tudi kar precej CME lukenj zgoraj, seveda. Ta glavna je tista na dnevnem grafu na okoli 80.000, vsega tudi tam do 81.000. Bomo videli zdaj, če bomo mi šli tole zapolnjevati ali pa če te luknje služijo kot past. Poglejmo zdaj še graf likvidacij. Tukaj vidimo, se spet stiskamo v sendviču, gremo enostavno v stran. Spodaj imamo tukaj na
okoli 75.500, dajmo reči, stop lossov vseh tistih, ki so stavili na rast, in zgoraj imamo tukaj na okoli 77.000 stop lossov vseh tistih, ki so stavili na padec. In zdaj je vprašanje, kaj bomo mi šli pobirati prej. Tukaj vidimo, smo se že praktično dotaknili tega, pa v bistvu nismo pobrali in zdaj imamo tudi neke vrste odboj. Poglejmo zdaj še Ethereum. Ethereum, včeraj smo govorili o tejle meji. Tukaj sega od 2300 pa do 2343. To bo treba spremljati. Zdaj zaenkrat se zadržujemo na tej meji. Če dobimo preboj, pa potem gremo testirati kot podporo in potem odboj, potem ja, lahko rastemo naprej gor. Zaenkrat te odločnosti še nismo videli. Paziti bo treba, zdaj, če mi od tele meje dobimo odboj, ker zdaj je to odporna meja, torej, da dobimo odboj in potem seveda pademo naprej dol. In ta prva točka, ki bi jo lahko šli pobirati tukaj, je na okoli 2247. Če pa gremo naprej gor in seveda začnemo izvajati ta naš bikovski scenarij, imamo tukaj ta prvo mejo na 2367 in pa naslednjo na 2470. Te meje smo mi začrtali že včeraj in seveda podobno je tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Torej, zgornja meja, ki bi jo lahko šli pobirati, je na 2457 tam nekje. Podobno seveda kot tudi tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu. Zdaj, nevarnost, če mi dobimo odboj od te meje, na kateri se trenutno zadržujemo, nevarnost je, da mi seveda padamo tudi naprej dol. Ta prva meja bi bila tukaj, kot sem že prej omenil, na okoli 2250, ampak ta glavna bi bila tukaj nekje na okoli 2176. Zdaj, kot smo rekli, pri Ethereumu zadnje čase, kar se tiče dolgih, kratkih pozicij, kar malo nevtralen. Tukaj na 15-minutnem časovnem intervalu vidimo, da so se tukaj začele nabirati kratke pozicije, kar bi lahko pomenilo, da imajo stop losse točno tam nekje na tem vrhu, na okoli 2350. Bomo videli, če bomo zdaj tole šli pobirati. Kot sem pa že omenil, je pa funding rate kar precej negativen, kar bi lahko pomenilo, da bi mi lahko šli še naprej gor. Zdaj, na trgu je še vedno kar precej neodločena situacija, zelo neodločeno vse skupaj, tako da bo treba spremljati še naprej. In seveda, če bo še karkoli dodatnega, pomembnega, če se bo karkoli zgodilo, bom jaz to še dodatno obveščal naprej preko Patreona. In seveda, če se mi želite pridružiti tudi tam, kot sem že omenil, so povezave spodaj v opisu in pri 5. komentarju. In če to spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka tega liva zamudili. Poleg tega se pa priporočam tudi za kakšen všeček, če vam je bilo tole všeč, da tudi malo požene algoritem. Tako, to bi bilo to za danes. Jaz vam želim en lep dan še naprej in seveda se vidimo, če ne prej, ponovno jutri zjutraj ob 9. Čau, čau.